Znanje je naše največje bogatstvo. To ve tudi 68 študentov Mednarodne šole Akademija, ki so decembra prejeli svoje diplome. Mnogim študentom je to tudi eden izmed najsrečnejših trenutkov v njihovem življenju. Čutim se prekrasno, kar nekaj stvari je za mano. Dolgo smo čakali na to, 2 leti študija. Zdaj sem zelo vesela, da sem na koncu, da mi je uspelo. Ja, moram reči odlično. Ves ta čas je človek v nekem pričakovanju, kdaj bo prišel do tja, kamor se je namenil, in danes, ko smo tukaj, kamor smo se namenili, je občutek krasen, fantastičen. Počutim se super, to je enkrat v življenju, za mene je prvič, želim si še drugič, a še tretjič. Študenti se za izredni študij odločajo iz različnih razlogov. Za študij sem se odločila predvsem zato, ker sem si želela več znanja, pa tudi seveda spoznati druge ljudi, ki jih zanima ista stroka, navezati stike z njimi, kar mislim, da mi je tudi uspelo. Šel sem po nova znanja, seveda z novimi znanji se odprejo nove perspektive in skozi to tudi, seveda da, nova služba. Primerjal sem več različnih šol, več različnih ponudb, kaj šola ponuja, kakšne reference ima, kateri so predavatelji, tudi sem se pozanimal in se mi je zdelo, da tudi fleksibilnost šole, prilagodljivost na potrebe nas, ki smo ne nazadnje vseeno zaposleni, je takšna, da mi bo na tej šoli šlo in da mi bo uspelo in mi je. 2006 se je odprl novi program, novi študij, multimedije, in zato, ker delam že leta in leta v tej usmeritvi, v tem poklicu, sem pač izbrala to za študij. Akademija izobražuje svoje študente že 14 let. Decembrska svečanost je bila že 5. podelitev diplom. Nudijo 8 študijskih programov na 1., 2., bolonjskem in magistrskem nivoju. Poglejte, težko bi rekli o enem konkretnem poklicu prihodnosti. Bolj so bile zanimive govor gospoda Terensa, ki je govoril, treba je delati hitro, treba je delati efektivno, pod pritiskom, se prilagoditi situaciji in biti vedno dobre volje. Poleg znanja pa bodo v spominu študentov in predavateljev ostale tudi mnoge prigode. Ne vem, če je bilo ravno v tej generaciji, vem samo, da se mi je 2-krat zgodilo, da sem bila na predavanjih pri gospodu Mihajčiču. In obakrat je bilo tako, da so imeli javne nastope, bila sta 2 študenta, vsak imel svojo harmoniko, študenti so nekaj zaigrali na harmoniko in mi z gospodom Mihalčičem smo zaplesala na Golici polko. V našem razredu, da ga tako imenujem, ali pa v našem letniku smo imeli zelo veliko deklet in nekaj manj moških. In nekatera med temi dekleti so bila zelo hudomušna, tako da smo včasih celo moški obmolknili, kar ni običajno, ampak se nam je dogajalo. Mi smo se imeli strašno fajn, bili smo krasna klapa, kot se temu reče, sodelovali smo, družili smo se. Nadaljevanje srednješolskega izobraževanja ali sprememba poklica je nekaterim prinesla boljšo zaposlitev, drugim pa osebno zadovoljstvo. Že preden sem končal ta študij na višji strokovni šoli, sem že dobil kakšno ponudbo za novo službo, tako da mi že prinaša. Spremenila pravzaprav toliko ne. Imam dobro službo, s katero sem zadovoljna. Želim si seveda s tem izpopolniti svoje znanje. Dala mi je pravzaprav eno samozavest, tako v mojem osebnostnem življenju kot poslovnem življenju, in sem prav vesela. Ta diploma je recimo temu korak v življenje, torej en začetek mojega življenja, moram reči. Pač poklicno sem, mislim, da naredila tisto, kar sem pričakovala ali pa kar bi lahko od sebe dala. Prejem diplome pa ne pomeni nujno tudi konec izobraževanja. Študij je pa ena čisto nova dimenzija in moram reči, da uživam v njem, da sem se vpisala tudi v nadaljevanje študija. 4, zdaj!